No, indijski brivci in frizeri, kot vidite, delajo na prostem. Mi bomo pa zdaj spet odpotovali iz Indije in se bomo pripeljali do Mete Klinar, ki se je medtem že pokazala v našem studiu. Meta, pozdravljena. Pozdravljen. Pred časom, če se spomnite, se je samo za nekaj minut pojavila pri nas in je nekaj malega povedala. Danes bo imela pa malce več časa in te bom zdaj vprašal, kje si sploh hodila zadnje čase? Zadnje čase sem malo potovala po Turčiji, po Gruziji, no. Ampak to je bil bolj kratek skok, ker sem veliko delala, zdaj polet, ker sem nabirala denar pač. Aha, se pravi, to je bilo letos? Ja. Aha. Bila si pa predtem že tudi v ZDA, ne? Ja, moje največje tako daljše potovanje je bilo to v ZDA, tako skoraj 3 mesece sem sama tam potovala. V katerih delih ZDA si pravzaprav hodila? V bistvu povsod, no. Ja? Najbolj, da mogoče pokažem tukaj na zemljevidu, ne, ki je glih nastavljen, hvala. Tako da preletela sem tle v sredo nekam v Teksas, zraven Dallasa v Austin, glavno mesto. Potem sem šla pa z busom, sem najprej potovala do Chicaga, potem pa sem vzela enomesečno karto za vlake. In sem šla v Mississippi, dol Memphis, New Orleans, potem pa dol na Florido, Key West, pa tukaj gor do Washingtona, pa je bil en mesec okrog, pa se je karta iztekla. Pa sem videla, da imam še zmeraj kar nekaj denarja. Pa sem kupila še eno karto, pa sem šla pa na zahod. To je ta Amtrak ali kaj, ne? Ja, Amtrak. Koliko pa to stane? Približno $400 je enomesečna karta. Sam da ja, zaključam, no? Zdaj sem tukaj, da sem si malo pogledala narodne parke, pa Grand Canyon, potem pa dol proti pač Kaliforniji, San Diego, Los Angeles, San Francisco, pa še gor, tukaj se ne vidi točno, no, pač do Seattla, pa še Vancouver sem malo skočila v Kanado, pač nismo rabili vize, pa je bilo zelo simpel, pa še gor še eni narodni parki so tam na meji s Kanado, Glacier, pa tist Montana, pa tako. Pa sem pa nazaj pičila na vzhod, no. Skozi Kanado? Ne, skozi sem šla, v bistvu skozi ZDA, pa še ta mesta sem pogledala malo, Hartford, Boston, New York, pa iz New Yorka je bil pa let domov. 3 mesece? Ja. Kar lepa. No, tale Amtrak me zanima. $400 praviš. V bistvu je visoka pa nizka sezona, ne. Takrat je bila taka cena, da je bila, pa tudi tako razdeljene so ZDA na več con. Če vzameš za celo Ameriko, potem je recimo $440 za vse za en mesec. Nizka sezona, ki se je začela že po 15. avgustu, kar je zelo ugodno, ne, je pa $330 za en mesec. Tako da, če bi vzela recimo samo eno obalo ali pa samo polovico, bi bila skoraj polovična cena. Tako da je veliko variant, no. Ampak... Podobno kot ta Interrail, samo dražje malo, ne? Ja, zelo podoben. So pa vlaki precej bolj nobel kot v Evropi, ali ne? Vlaki so res zelo nobel, ja. Tako, taki sedeži ogromni. Lahko dobro prespiš na tistem vlaku, no. Kako pa kaj funkcionirajo ti ameriški vlaki? Nekaj časa so menda zelo izgubo prinašali, ne? Ja, se zato so nekako jih tudi malo ukinjali, neki prog so ukinjali, ampak jaz imam zelo dobre izkušnje, no. Pač njih zelo veliko, so še kar polni. Na njih so predvsem starejši ljudje, pa kakšni majhni otroci, pa turisti, ne, ker večina Američani potujejo z avionom, ne, pa z avtom, ne, če je treba. No, zdaj, če bi vzela avtobus, je vlak cenejši ali dražji? Približno enaka cena je, no, približno enaka. Jaz sem vzela vlak, zato ker se mi zdel za dolge razdalje, kakor so, ne, pač v Ameriki se mi zdel bolj praktično, ja. Zdaj ta Greyhound še vedno deluje, tako kot včasih, ne? Ja, tudi obstojajo mesečne vozovnice. Tudi, ja, tako kar nekaj jih je tudi na Greyhoundu. Koliko so pa tista, kakšnih $300? Ne vem točno, 350, kaj tazga, ja. Mogoče majčkeno cenejše, ampak slabše, ne? Pa relativno, ljudje so bili kar zadovoljni tisti, ki so potovali. Vse verjetno se potem kar navadaš, ne, pač na to, da si skozi na busu. Bus je počasen.